Peugeot je prodal skoraj 8 milijonov 206, kar je za dobrih 5,5 milijona več, kot je prodal 207. Razumete, v čem je problem? No, prodaja je v državah Zahodne Evrope šibala brez težav. Ampak globalno gledanost pa se je 207 prodajal slabše zato, ker je bil preprosto, paste, predober za tržišča revnejših držav. Zasnovan skoraj izključno za zelo zahtevnega evropskega kupca je bil predrag. In zato Peugeot preprosto ni imel manevrskega prostora, da bi iz 207 naredil nekakšno budget verzijo, ki bi potem tudi globalno prinesla boljše prodajne uspehe. In prav zato je novi 208 poenostavitev v osnovi dobrega koncepta. Vrača pa se k vrednotam, ki malčkom že desetletja prenašajo zelo dobre prodajne uspehe. Spet se je recimo skrčil pod 4 metre, shujšal je za 100 kg, že na prvi pogled je privlačnejši. Njegove poteze pa bodo na svojo stran privabljale prej punce in ženske kot fante in moške. No, pravzaprav so dekleta kar prva tarča in tega Peugeot sploh ne skriva. Znotraj zaradi skromnejših mer ne deluje tako zelo zračno in prostorno kot 207, ampak kljub vsemu se nad prostornostjo sploh ne moremo pritoževati. Sploh, ko odstremo tale ogromen rolo, ki pravzaprav občutek prostornosti poveča. In še tole, kljub krčenju dimenzij je prostora na zelo udobni zadnji klopi še nekoliko več kot prej, za 5 cm več za kolena, natančneje. Z izredno majhnim volanskim obročem, nad prevelikimi smo namreč vedno tarnali prav v Peugeotih, pa bodo vtis naredili na boljše polovice, ki bodo seveda trdile, da je tako zelo srčkan. Nam pa se seveda zdi športno majhen in zato zelo primeren za športno vožnjo. Zanimive odzive v uredništvu pa je izzval položaj sedenja. Polovica uredniških kolegov pravi, da sedijo dobro, druga polovica pa pravi, da primeren položaj za volanom nikakor ne morejo najti. Če bi si jaz recimo volan še malce povišal, tako kot si sam želim, bi mi ta zastrl pogled na merilnike. Ampak bolj kot zame me skrbi za dekleta. Te so ponavadi nižja od mojih 175 cm in to pomeni, da jim bo volan zastiral pogled na merilnike. In to seveda ni dobro. In zdaj počasi pridemo do tega multimedijskega vmesnika, ki ga je Peugeot ponudil prvič prav v 208. Zaslon je seveda občutljiv na dotik, ampak upravljanje z njim ni enostavno in niti malo intuitivno. Hvalimo pa 1,6 litrski dizelski motor, ki nam je ob umirjeni vožnji porabil le 3,3 litra goriva na 100, v povprečju pa le 5,3. In nizka poraba me seveda pripelje do sistema start-stop. Tako neslišno in brez tresljajo tovrstni sistemi ne delujejo niti v 5 in večkrat dražjih prestižnih nemških limuzinah. Zaduti kot so skromne mere, zanimiva notranjost, z varčnostjo, predvsem pa s privlačno obliko, tako trdijo pri Peugeotu, želijo na svojo stran spraviti predvsem pripadnice nežnejšega spola. Ja, kaj pa moški? No, nas naj bi privabili predvsem športno izvedenko, ki so jo že napovedali s konceptom XY in ki naj bi napovedoval naslednika enega prvih pravih hot hatchov, legendarnega 205 GTI. O ja, jaz pravim, da sprejmemo.